Pozdravljeni v letošnjem letu. Najprej vam želim vse dobro in najboljše v letu, ki se je začelo. Predvsem trdnega zdravja, dobrega počutja, ustvarjalnosti, sreče, igrivosti, kar pomeni iskrice v očeh in ljubezni. Današnja tema je tema strateško življenje sebe z ljubeznijo, kar pomeni živeti svoje življenje. Najprej si postavite cilje, ki jih imate, ki si jih želite. Prav gotovo jih nekdo od vas že ima, ampak ne preveč ciljev, ker boste drugače imeli občutek, da ne boste zmogli. Osredotočite se samo na ta področja, ki vam jih bom omenila, saj so ta zelo pomembna za vse ostalo v našem življenju. Vprašajte se, kaj bi vi radi, ne kaj bi drugi hoteli od vas, kaj pričakujejo od vas, da boste spremenili ali naredili. Za nazaj ne morete nič spremeniti, tudi jaz ne, ker se je že zgodilo. So pa bogate lekcije in izkušnje, da lahko naredite za sebe res nekaj dobrega, ob katerem boste zasijali. Vprašajte se, kaj si vi želite v letošnjem letu na področju zdravja, na področju osebnih financ in na področju osebnih odnosov, oziroma lahko tudi odnosov s partnerjem, z družino, kar si vi želite. Brez napisanega strateškega načrta svojih ciljev bo verjetno izid tak kot do sedaj. Kar nekaj. Ob zaključku leta pa si lahko rečete, ni mi uspelo, in začnete znova naslednje leto. Veste, naš čas je omejen. Nič dodatnih let ne bo, kolikor nam jih je namenjeno. Zato modro razmislite o svojih korakih in odločitvah. Vzela sem samo ta 3 področja, ker vse ostalo, kar je zraven, je še kako povezano s temi 3 cilji. Spoznati in razumeti sebe v tem procesu v letošnjem letu je še kako pomembno. Je in bo gonilna sila, da vas vrže iz naslonjača udobnosti, samozadostnosti. Vsako področje, ki sem ga omenila, razdelite na več manjših ciljev. Lahko samo na eno stvar, ki jo želite spremeniti. Ob koncu leta boste presenečeni, kakšne spremembe so te odločitve in koraki v vas naredile pri vas in pri vaši okolici. Če potrebujete pomoč, kako, ali pa če ste nekje na sredi, pa ne veste, kako bi naredili korak naprej, vam vedno lahko pomagam. Naredite to nalogo. Napišite si te svoje cilje. V naslednjem poglavju, v naslednji večernici vam bom razkrila spoznati, katere vrednote so pomembne, da to, kar si želite, dosežete, uresničite. Veste, šele takrat, ko imate vaše cilje tudi na papirju, ne med 2 ušesi, je to ena od potrditev, da si to resnično želite. Lahko si zraven cilja tudi napišete, zakaj si to želite in kako se boste počutili, ko vam uspe uresničiti to, kar si iz srca želite. Toliko zaenkrat. Nadaljevanja bodo sledila. Zanimivo bo. Srečno, z ljubeznijo,
do vsakega od vas.